Vabimo vas na edinstveno oblikovalsko potovanje v stanovanje, ki združuje šarm skandinavskega minimalizma in japonsko umirjenost. Pridružite se nam v ekskluzivnem pogledu v ta dizajnerski biser, kjer leseni elementi ustvarjajo občutek topline in harmonije. Tole stanovanje sledi ideji ničesar preveč oziroma vsega ravno prav. Sicer pa ga zaznamuje les v res veliko različicah, mehke, zaobljene linije in ne mala, temveč velika terasa. Novo stanovanje v večstanovanjski stavbi na robu Ljubljane meri 135 kvadratnih metrov. Sestavljajo ga prostori, kakršne navadno vidimo v srednje veliki hiši, torej dnevni prostor s kuhinjo, shramba, dnevni WC, otroški sobi s kopalnico, spalnica z garderobo in kopalnico ter pralnica. Terasa meri skoraj toliko kot manjši vrt. Nina, kakšna so bila osnovna izhodišča za oblikovanje tega stanovanja? Je bila tukaj že kakšna posebnost? Bila je. Pri snovanju tega stanovanja smo s strani lastnikov dobili kar nekaj jasnih izhodišč, nadpovprečno veliko. Imela sta jasna izhodišča, ki sta si jih želela implementirati v samo stanovanje, predvsem z vidika funkcionalnosti, bivanja. Na ta način smo kot oblikovalci samega prostora imeli res lepo podporo za začetek. In kakšen je zdaj ta slog stanovanja? Lahko to poimenujemo? Slog samega stanovanja je bil oblikovan kot sozvočje dveh slogov, skandinavskega in japonskega sloga, s tem, da smo se pri tem stanovanju malenkost bolj nagibali k japonskemu slogu. Samo ime stanovanja, fika, pa izvira iz skandinavskega jezika in pooseblja mentaliteto druženja se ob kavi s prijatelji in pa ob dobrem kozarcu vina. Sta pa tukaj še dve besedi, ki zaznamujeta menda ta slog oblikovanja, ne? Lagom in japandi. Lahko to malo še razložite? Lagom kot soseska ima en pomen in to pomeni ravno prav. In tudi to stanovanje je bilo oblikovano s tem namenom. Oblikovati ravno prav, funkcionalno, ravno prav estetsko. Sam pomen japandi sloga pa je združen slog japonskega oblikovanja in skandinavskega oblikovanja skupaj. V tem stanovanju sam japonski slog začutimo preko lesa, različnih tekstur lesa, preko različnih barv lesa, preko kamna in pa predvsem igre svetlobe in sence, ki se podaja v naših drsnih panelih, kar je za japonski slog izjemno značilno. Viseče omarice v kuhinji spominjajo na omarice, ki imajo v ozadju japonski papir. Na začetku so bile tukaj mišljene 3 celo kopalnice, ne? Drži. Na začetku v osnovnem tlorisu je bil dnevni WC in pa 2 kopalnici, na kar smo z naročniki ugotovili, da nam je to popolnoma odveč in smo dnevni WC združili z otroško kopalnico in glavno kopalnico priključili spalnici, tako noter umestili še kat, ki jo pa v prvotnem načrtu ni bilo. Les je v tem stanovanju osnovni gradnik. Najdemo ga na tleh, v pohištvu, v kosovnih elementih in nam skozi različne teksture, materiale in oblike res tvori en tak celovit ambient, v katerem se počutiš toplo, prijetno in pa, tako kot pravimo, fika, se predvsem rad podružiš s prijatelji ob dobri kavi, vinu in pa družbi. Parket je v sodobnih interjerjih pogosta tale ribja kost, način postavitve namreč. Ja, v zadnjih letih je ribja kost predvsem v sistemu polaganja ševron vse bolj prisotna. Specifika tega parketa, ki ga vidimo tu, je pa ta, da je parket lakiran, ker si naročniki želijo imeti domače živali. Občutek, ko pa po njem hodimo, pa je kot da bi hodili po klasičnem moljenem parketu. Drugi najbolj uporabljeni material je kamen. Kamen najdemo po kuhinjskem otoku, v ozadju kamina, v ozadju panelov, po podstavku v predelu televizorja in pa v vseh kopalnicah kot element umivalnika. Kako sicer vidite uporabo lesa, lesenih elementov v takih popolnoma sodobnih interjerjih? Veseli me, da les vse bolj prihaja v naše domove. Se mi zdi, da smo skozi leta pozabili, kaj nam les dejansko da. In les nam nudi neko zavetje, toplino, teksturo,
ki se v hladnih interjerjih več ali manj izgublja. Gotovo sta najpogostejši pojavni obliki lesa v notranji opremi masiva in furnir. Masivni les in furnir sta v tem stanovanju prepletena. Masiva je uporabljena tam, kjer so letvice manjše, kjer se recimo ne zvijajo. Sam furnir pa je uporabljen na površinah, ki so bolj poenotene, se pravi na stenskih oblogah, na mizni plošči. Razlika med masivo in furnirjem je zgolj ta, da furnir je tanko rezana masiva, ki se jo lepi na osnovo, ki je bolj stabilna. Ta stenska obloga je en zahtevnejših elementov. Namreč, kadar les želimo kriviti, se nam najprej mora izdelati kalup. V ta kalup se potem niza les oziroma tanki leseni elementi in po celotni površini tudi pofurnira. Zato, da ima celotna stenska obloga enak videz. V tem primeru imamo v notranjosti celo skrit shrambni kotiček, Zelo lepo. ki lastnikom pomaga pri pripravi večjih obrokov. Veliko je hrasta, hrastovega furnirja. Kaj bi rekli o njem, o hrastu, o tem odtenku? A je to nekaj večnega, nekaj, kjer po domače rečeno res ne moreš faliti? Hrast kot tak bom jaz bolj rekla, da je naš. Hrast je v Sloveniji stalno prisoten in zato ga tudi mi tako radi uporabljamo. Lahko ga toniramo v svetlejše tone, kot vidimo parket, v temnejše tone, kot vidimo mizo, ali pa ga nekje vmes samo malo potoniramo, mu odstranimo malenkost rumenine, ki jo hrast tako rad prinaša v prostor in dobimo neko tako zaokroženo celoto z enim materialom v vseh in celostno zaokroženih elementih. Meni so Nina res všeč tile paneli z motivom kroga. Kar zahtevna stvar, ne, verjetno, za izvesti. Ja, te panele smo res oblikovali dolg časa. Tukaj smo si želeli pokazati, kaj krog kot osnovna oblika lahko naredi v prostoru. In tukaj so masivne letvice vpete na kratke distančnike, ravno zaradi tega, da lahko v celotni dolžini držijo svojo obliko in formo enakomerno. V ozadju pa se skriva televizor, kjer ga res nismo želeli v centru prostora ves teden, sploh za druženja. Tako, enkrat na teden ga pa rabiš, da ambiente pogledaš, a ne? Tako. Veliko vidim, da je igre s strukturami, z raznimi reberci oziroma takimi okvirčki. To so masivne letvice. Na ta princip smo želeli poustvariti japonske panele. V osnovi bi sicer v ozadju moral biti tudi japonski rižev papir, pa vendar smo tukaj zaradi funkcionalnosti raje uporabljali poln material, da nam popolnoma zadrži vse maščobe in pa prah. Kako lepo, da so tudi okenska krila v lesu. Ja, v sodobnih interjerjih se les na oknih vse bolj uporablja. Na ta način dobimo več topline tudi preko stavbnega pohištva. Ta dom ni le estetsko dovršen, temveč tudi funkcionalen in topel, saj z uporabo naravnih materialov, predvsem lesa, odraža družinske vrednote.